Zelo smo zadovoljni oziroma ponosni, da smo uspeli dobiti takšno pomembno skupino, kot je Government Mule. V nadaljevanju imamo pa danes že en precej pester program, kjer nastopa hrvaško hladno pivo in pa seveda Midva, ki je zelo znan slovenski bend. Na tem odru, kjer smo pa sedaj, se pa dogaja marsikaj, se pravi od ansambla Saše Avsenika, potem imamo tudi Slavka Ivančiča recimo danes, v prihodnjih dneh pa seveda sledi še marsikaj. Tako recimo imamo jutri potem na odru Bandidos, kjer so bili Government Mule tudi, Tabu, potem kombinacijo dejansko Jelen benda z Laško godbo, ker imamo letos 150-letnico Laške godbe. To bo en tak posrečen eksperiment. In pa potem nadaljujemo seveda tukaj z, bi rekel, slovenskimi izvajalci na tem stageu. Takšen poseben posladek je pa Oder klub, kjer pa gostimo v soboto 30-letnico oziroma jubileje skupine Avtomobili, rekel nekih tistih, ki so postavili praktično pop-rock slovenski. In skratka, teh dogodkov precej. Soboto mogoče, da ne pozabim, še ta ključni del finale z ognjemetom in pa prevodno simfonijo. Kot vedno, mnogo prijaznih ljudi, mnogo dobre volje in jasno, pivo je v Laškem doma, pa še cvetje. Kolikokrat ste že bili tukaj, morda katero leto je tako posebno? Bil sem skoraj vsako leto, ko sem bil v Mercatorju, potem pa nekaj let nisem bil prisoten v Laškem. Odkar sem bil prvič, to je bilo mogoče 15 let nazaj, ne vem, če sem kdaj manjkal. Ne glede na okoliščine, ne glede na vse, kar se je z pivom in cvetjem dogajalo. In kot vedno opažam, da je veliko piva in malo cvetja. Kdo so dejansko obiskovalci piva in cvetja? Jaz mislim, da ta skupina zmeraj bolj heterogena. Skratka, gre za to, da mi skušamo privabiti zelo različno publiko. Ni edini cilj seveda to, da se čim več piva popija, ampak je bistvena zadeva, da se ljudje imajo dobro. In se pravi na kakšen način z različnimi vsebinami, ki jih ponujamo in pa normalno, ob naših kakovostnih proizvodih. Ste za v nedeljo vsaj naročili lepo vreme, danes, včeraj, še vam dobro služi? Se trudimo nekako uskladiti tudi to zadevo, se pravi za jutri kaže koliko toliko v redu, nedelja pa upamo, da dejansko se tudi te vremenske napovedi, ki so včasih mogoče bolj črne, kot pa bi morali biti, ne uresničijo. Moramo le vedeti, veste, jaz sem bil malo prej tudi na festivalu Lent, prejšnji teden. Mislim, to so prireditve, ki le skupaj ljudi držijo naše. A veste, kakorkoli že vzamete, to je malce bolj družabna prireditev, kakšna je malce bolj kulturna, v tem smislu, da se morda so tam performansi ali karkoli nekoliko bolj zahtevni, ampak vse druži naše ljudi. Ne smemo podcenjevati takih prireditev. Tako da jih je treba kar podpirati in stojim za tem. Ampak ni za to kriv predvolilni boj, da obiskujete politiki te kraje? Sem vam rekel, sem bil tukaj tudi takrat, ko je bil ta končan, ko sem zmagal in ko je bilo treba polagati pred ljudmi račune. In sem jih položil, pa ni bilo vedno prijetno. Živijo, zdravo, zdravo. Tako da to mi zelo veliko pomeni. Tudi če, kaj zdaj? Zdravo. Ti so res zelo mladi, Živijo. Koliko se star te? 9. Živijo. Kaj pa tebi ve? Ok, srečno. Zanimiva se nam je zdela tudi Ohcet po Stari Šegi. Kaj nam lahko poveste o njej? V bistvu je zanimivo to, da ta Ohcet, ki se odvija v Laškem, ima resnično zelo dolgo tradicijo. Celo mislim, da ena najstarejših v Sloveniji. Gre pa za to, da v bistvu sledi zelo zvesto tisti svoji etnografski tradiciji. Tako da letos je v bistvu tudi izbran že pred časom bil par, ki ima ob 10. uri v nedeljo ta Ohcet poteka. Je pa en kup teh ostalih etnografskih tudi, bi rekel, dogodkov. To je ta vas Lepo je na deželi in pa precej stvari, ki se v povezavi s tem dogajajo.